Prehajamo na 7. točko. Seznanitev sporočili glede stanja površinskih, podzemnih in pitnih voda na območju vodovodnega območja Iverje. Seznanitev ste članice in člani sveta prejeli po elektronski pošti, predlagatelj župan, poročevalci pa Rajko Slapnik, Vido Kregar iz Jamarskega kluba Kamnik, Timotej Štritov, vodja oddelka za gospodarske javnosti, javne službe in finance, Andrej Obronek, nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Manca Cviren, Bogdan Pogačar in Vesna Blagojevič-Keren iz komunalnega podjetja Kamnik. Najprej dajem besedo gospodu Timu Štritovu, izvolite. Ja, hvala lepa za besedo. Kot izhaja že sam iz naslova točke, gre za seznanitev sporočili glede stanja površinskih, podzemnih in pitnih voda na območju vodovarstvenega območja Iverje. Namen točke je seznanitev z vsemi potrebnimi informacijami, da se odstrani kakršenkoli dvom v kvaliteto, oporečnost oziroma ustreznost pitne vode vseh uporabnikov javnega vodovodnega sistema na območju Kamnik, na območju občine Kamnik. V zadnjem času je bilo objavljeno poročilo Jamarskega kluba Kamnik, ki je sprožilo kar nekaj verjetno neprijetnih občutkov oziroma kar nekaj vprašanj, zato je prav, da se danes seznanimo s vsemi potrebnimi informacijami, da odpravimo, kot rečemo, kakršnekoli dvome, zato bojo tudi v nadaljevanju več strokovnih informacij podali vsi nadaljnji poročevalci. Kot rečeno, Jamarski klub je pripravil to poročilo, ki je bilo javno objavljeno. Zdaj pomembna je predvsem interpretacija vseh teh rezultatov oziroma izvidov, ker določene stvari so bile mogoče malo neposrečeno interpretirane oziroma predstavljene. Med drugim noter tudi piše, da je bil preprečen oziroma da ni bil dovoljen dostop v samo zajetje Iverje, kar je seveda logično, da ni bilo. Zdaj samo zajetje Iverje se redno mesečno vzorči in analizira. To zadevo izvaja nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Iz vseh teh, iz letošnjih, iz preteklih let izhaja, da je voda, ki jo uživajo uporabniki javnega sistema, kvalitetna oziroma zelo kvalitetna, ustrezna in da ni bilo zaznanih nobenih fekalnih mikroorganizmov oziroma česarkoli podobnega spornega. V zadnjih letih vsi sicer vemo, da je tukaj širša slika, katere problematike se zavedamo, torej občutljivega območja celotne doline Kamniške Bistrice pa Velike planine. Tudi na tem področju je bilo že kar nekaj narejenega, predvsem na primer lanskem letu je bilo več kot 41 ton odpadnega blata odpeljanega iz Velike planine, sigurno pa tukaj treba še precej postoriti, pa temu posvetiti še kar nekaj pozornosti. Tako da zdaj predlagam, da še nadaljnji poročevalci še mogoče z bolj strokovnega vidika predstavijo vse, kar je bilo v zvezi z zadevami narejen, pa predvsem z vidika vodovodnega sistema kot takega. Hvala. Hvala. Zdaj bi dal, preden odprem razpravo, najprej besedo še dodatno za predstavitev izsledkov, torej po vrstnem redu najprej Jamarskemu klubu, potem komunalnemu podjetju oziroma nacionalnemu laboratoriju, da interpretiramo in pa predstavimo vse te dognanja, do katerih ste prišli. Pa predlagam najprej, gospod Kregar, da vi v imenu kar tukaj pridete na tale sedež. Tako, najprej v imenu Jamarskega kluba, gospod Vido Kregar, potem pa še naprej. Tako da, izvolite, Vido Kregar, Jamarski klub Kamnik. Jaz moram reči, da sem prve pred vami, ko ste me odločili ali pa izvolili za predsednika te čudne komisije in se vam za zaupanje zelo zahvaljujem. Bi pa tako rekel, najprej dajmo vse te pripombe slišati, bom jaz pol odgovarjal na vse skupaj, konec koncev sem jaz kot predsednik komisije najbolj odgovoren za ta škandal, če je to škandal. Pravzaprav pri zadevanju za pitno vodo lahko rečemo škandal. Pa bomo še enkrat pol nazaj prišel. Mogoče, Vido, preden se bo odprla razprava, bi vas kot ne predsednika Komisije za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ampak v imenu predstavnika Jamarskega kluba prosil, da predstavite, kaj ste analizirali oziroma kaj je bil predmet tudi naročila strani občine Kamnik, katerega smo dali Jamarskemu klubu, da je analiziral
kaj in do kakšnih izsledkov ste prišli? Moram pa spet začeti z eno zahvalo. Zahvaliti se moram gospodu županu, ki je financiral te raziskave, da bi ugotovili vplive, se pravi, vseh dejavnosti v zaledju tega našega zajetja. Kajti pred leti, ko smo delali, se pravi, analize za vodno pot, ko smo mislili, koliko imamo pitnih vod v Kamenškah, ko smo pravzaprav naredili kol pot, ne, pa se je pokazalo, da je približno samo še četrtina tega uporabenega za brez neškodljivo pitje. Ne. Res, da smo delali po kriterijih za pitno vodo, ne za tisto, ampak če delamo pot, kjer je lahko vodo pijejo, tako da kot vsake vode, ki mi pridejo, pa že mora biti to narejen po teh kriterijih. Takrat smo to žalostno resnico ugotovili, naredili smo pa raziskave na 171 študencah. Potem smo pa nadaljevali, ne, gospoda župana smo animirali in pa smo po teh kriterijih delali dalje. Zdaj prihaja, tako bi rekel, redno smo objavljali, deloma v Kamničanu, v Kamničanki, pa v Kamenškem zborniku. In to je trajalo delene 4 zbornike, so prinesli to tematiko. Meni se zdi zanimivo, kako da je ta stvar zdaj eksplodirala, ko smo skozi imeli približno enak žalostne podatke, edin s tem, da so se zdaj zadnje leta pa še poslabšvali. Ker je logično, da ukrepi, ki so bili, niso zadostni, da bi se že dejansko zboljšala kvaliteta vode, ki teče v Kamniško Bistrico. Mi niti nismo nikoli objavili nobene analize iz tega, kaj po vodovodu teče, ampak smo pa objavljali analize, kaj v Bistrico teče pred zajetjem. Vsej konc koncu po zajetju je Bistrica taka, da mora že skoraj žlica odstati. Seveda je pa zdaj prišlo do nekih težav okoli tega, okoli vrednotenja teh rezultatov. Zdaj pa komunala pa oni mojstri bojo po svoje povedali, povem pa nekaj, meni je nerazumljivo, da prihaja do velikih razlik v uradno objavljenih rezultatih, to, kar sem tudi tabelo objavil v Kamenskem občanu, med tem, kar najde javna kontrola in kaj najde interna kontrola. Se oboje dela isti zavod, jaz zavodu nič ne omenjam ali omejujem pristojnosti ali pa kvalitete dela. Kajti isti zavod, nacionalni zavod, dela raziskave tudi za Jamarski klub Kamnik. Problem je pa lih v tem, ker bomo pol na koncu upali doreči, čas in kraj odvzema vzorca bi mogla biti enaka, če pa nista enaka, pa tudi rezultat ne more biti enak. Ker stanje v vodi, če pogledate te tabele, ki so objavljene v Kamenskem zborniku, pa tudi ne mara, seveda se v Kamenskem občanu tudi sproti objavljamo. Potem vidite, Kamenčanka, ja. Potem vidite, da se stvari se skozi spreminjajo, od mnogo pa do čist malo, ali pa do čist preveč, ali pa čist nič. Sam problem je v tem, da mi vodo ne pijemo samo v trenutku, ko je dobra, ampak kadar preteče, pravzaprav kadar jo rabimo. Tok bi rekel, zaenkrat pa bomo pa še na koncu kakšne predloge. Ja ne bom že, prej bomo slišati vse strani, pa bomo jaz imel solucijo, če ste za to. Dobro, zdaj za prikaz analiziranja teh voda bi predlagal za tolmačenje vseh teh analiz mogoče gospoda Obronka, ki je predstavnik oziroma zaposlen na Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano in ki je v analizo prejemal in vzorce iz zajetja Iverja in tudi tele vzorce, oziroma katere so pripravili iz Jamarskega kluba in kakšni so bili postopki in kje, oziroma če mogoče vi predvidite, kako prihaja do teh razhajanj, oziroma kakšna je kvaliteta vode v zajetju Iverja, katero smo dolžni po zakonodaji testirati in katero tudi dobavljamo našim občankam in občanom. Izvolite, gospod Andrej Obronk. Hvala. Lepo pozdravljeni vsi. Prihajam iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Sem vodja enote za pitno in kopalno vodo. Zdaj, če se najprej osredotočimo na poročilo Jamarskega društva, iz poročila izhaja, da je Jamarsko društvo vzorčilo
Bistrico reko, Kamniško Bistrico ter njene pritoke. Poleg svojih, se pravi, spremljanja fizikalno-kemijskih meritev, ki so jih izvajali, so tudi upravili vzorčenja vode za mikrobiološke preiskave. Te rezultate so primerjali z kriteriji za pitno vodo. Zdaj, čemu je bil to namen, bi jih bilo potrebno vprašati. Ne zdi se mi pa v bistvu smiselno, nekako se pač ne primerja površinskih vod z pitno vodo. Kar se tiče kakovosti vode iz javnega omrežja, komunalno podjetje izvaja notranji nadzor pitne vode. V okviru tega notranjega nadzora NLZOH upravlja vzorčenje in analize vode. Vode se spremljajo v bistvu kriteriji skladno z uredbo, s predpisi za pitno vodo. V okviru notranjega nadzora, kakor je bilo že povedano, se v bistvu prek letnega plana, ki je dogovorjen, se mesečno spremlja surova voda na zajetju. Analize zadnjih let kažejo, da teh mikroorganizmov fekalnih vodi ni bilo prisotnih, kakor je tudi iz tistega poročila v bistvu izhaja za površinske vode. Spremlja se tudi kakovost vode na omrežju vodovoda. Rezultati analiz kažejo, da je voda skladna z predpisi, zdravstveno ustrezna. Poleg tega notranjega nadzora komunale se izvaja tudi nadzor v okviru državnega monitoringa pitne vode, ki ga v bistvu izvaja Ministrstvo za zdravje. Vzorčenje in analize izvaja NLZOH. Vsa ta poročila tudi za leta nazaj so dostopna na spletnih straneh in jih je možno videti. Prav tako poročila o notranjem nadzoru na spletnih straneh komunalnega podjetja. Zdaj, če povzamem to, kar sem pač povedal, je voda v bistvu iz javnega vodovoda zdravstveno ustrezna. Hvala. Zdaj pa mogoče še gospa Vesna Blagojevič-Kern, predstavnica komunalnega podjetja Kamnik, ki dejansko skrbi za to, da je dobavljena voda do vseh gospodinjstv, do vseh pip ustrezna, in kakšne meritve delate na glavnem vodovodnem zajetju Iverje in kakšni rezultati so tam. Hvala za besedo, gospod župan. V bistvu je že gospod Obronk iz nacionalnega laboratorija povedal, na kakšen način potekajo analize, kako pogosto. Mogoče bi jaz samo dodala, da v uredbi o pitni vodi, po kateri pač je tudi predpisano minimalno število potrebno odvzetih vzorcev na posameznem vodovodu, pač bi jih mi bili dolžni odvzeti najmanj 16 za mikrobiologijo, pa 5 za kemijo. Mi jih pa pač po letnem planu vzorčenja odvzamemo 44 za mikrobiologijo, pa 8 za kemijo. Realna številka je še višja, ker reagiramo na vse prijave uporabnikov, ker smo pač tudi tako dolžni, za kakršnekoli morebitne težave pač moramo iti na teren pa vzorčati. Bolj kot to, da pa pač vsak stoji na svojem bregu, in jamarji, ki zagotovo imajo nek dolgoročen, odličen doprinos k temu, kaj se lahko v prihodnosti dogaja tudi s pitno vodo, in mi kot upravljavci, mi zdi pa ključno, kot je tudi župan v svojem poročilu dal, in mi v pač svoji prilogi, da bi vsak v okviru svojih pristojnosti čim bolj prispeval k temu, da tako vodo, kot jo očitno zdaj imamo po analizah, probamo ohraniti čim dalj časa in pač tudi preprečiti nadaljne poslabšanje podzemne vode na območju Kamniško-Savinjskih ali pa pač površinskih voda. Dobro, potem bi na tem mestu odprl razpravo svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Aleksander Uršič. Ja, hvala za besedo. Tako kot sem že prej pri glasovanju o razširitvi povedal, ko sem predlagal to na kolegiju, nisem pričakoval, da bo to na tej seji, sploh če bi vedel, da bo
gradivo tako pozno dostavljeno nam, da ga ne bomo mogli konkretno pregledati, bi rekel, da je lahko tudi kdaj kasneje, ne? Ker zadeva ni nujna, glede na to, da se je vse skupaj dogajalo v lanskem letu. Ne? V poročilu Jamarskega kluba Kamnik v Vodu lahko preberemo, da je občina Kamnik dne 13.6.2024 sklenila pogodbo številka 510-008/2024 za izvedbo storitve raziskave kvalitete in količine podzemne vode v letu 2024. Jamarski klub Kamnik je zaključno poročilo pripravil, datiral ga je na 30.11.2024. Iz objave na spletni strani njihovi pa lahko sklepamo, da je poročilo v PDF obliki pripravljeno za javno objavo bilo 21. decembra 2024. Zdaj, glede na to, da je bilo to takrat objavljeno in da je občina to naročila, je verjetno bila občina s tem seznanjena že dosti prej, ne? Če je bilo v decembru potem na spletu objavljeno. Ne? Kar pomeni, da je bilo objavljeno vsaj več kot mesec nazaj. V danes priloženem zapisniku občine Kamnik pa lahko preberemo, da se občina Kamnik zaveda pomena varovanja vodnih virov in zagotavljanja varne pitne vode. Zato je ob objavi poročila Jamarskega kluba Kamnik nemudoma sklicala sestanek s ključnimi deležniki. Ta sestanek je bil v petek 7.2.2025 ob 19. uri. In to petek po ponedeljku 4.2., ko smo imeli kolegi župana, na katerem sem predlagal to, kar sem že prej povedal. Ne. Tako da jaz se tukaj sprašujem, zdaj, kaj nemudoma. Ako zadeve v javnosti se toliko razvijajo, da je mogoče v škodo županu pa javni podobi občine Kamnik, ali takrat, ki je zadeva rezultat nečesa, ki naročiš, kritičen in odreagiraš. Ne. Deloma je že gospod Kregar v bistvu odgovoril, kdo je bil naročnik raziskave. Ne. Plačnik predvidevam, da ni bil župan, ampak je bila občina Kamnik. Ne. Zanima me pa, se pravi, kdo je bil naročnik raziskave, podpisnik pogodbe, kakšna je bila vsebina naročila, ali je naročnik v naročilu opredelil, kaj od raziskave pričakuje, po kakšnem standardu se merijo površinske vode, ker kot lahko preberemo v zapisniku, je nacionalni laboratorij podal mnenje, da je uporaba istih kriterijev za analizo površinskih voda in pitne vode neustrezna. Zato me zanima, kdo se je odločil za ta kriterij. Kakšna je bila vrednost tega naročila in rok izdelave, kdaj je občina Kamnik prevzela dokumentacijo, kdo jo je prevzel in kakšni so bili nadaljnji postopki. V zapisniku lahko preberemo, da v občini Kamnik že 3 leta organizira redno praznjenje greznic na Veliki planini. In kako je to ključno ohoho, in to stalno poslušamo, da zdaj bo pa vse rešen, ko se greznice praznejo na stroške vseh občank in občanov. Ne? In zanima me, če se je stanje površinskih voda v teh 3 letih izboljšalo, poslabšalo ali na enaki ravni. Zanima me še, ali ima občina Kamnik že vzpostavljen seznam vseh greznic na Veliki planini. Ali je kdo preverjal, koliko greznic je nepropustnih in koliko je takšnih, za katere se ve samo, koliko se enkrat ali večkrat na leto izčrpa, koliko gre pa v zemljo, pa lahko samo ugibamo. Na to smo že opozarjali v prejšnjem mandatu, pa smo iz leta let enak odgovor dobili, da je to v planu, da se bo vzpostavil. Zdaj pa, odkar je organiziran praznjenje greznice, pa je itak vedno odgovor, da je to tista ključna rešitev. Tako da toliko za enkrat z moje strani, bom se pa še kaj oglasil verjetno. Hvala. Hvala. Beseda ima Karla Urh. Hvala lepa še enkrat za besedo. Veliko stvari je že Sandi poudaril, tako da se ne bi ponavljala, ampak gospod Obronk, če mi lahko potem nekako odgovorite, ali mislite, da ni problematično, da je od 171 študentov samo 1/4 vode še užitne? In če nam lahko tukaj prisotnim zagotovite, da površinske vode, ki so onesnažene, ne morejo vplivati na vodo, ki jo pijemo iz Iverja, ker vsi vemo, kaj priteče. Da tam vse površinske vode pritečejo in mene ne more nihče kupiti, da bo rekel, da 45-metrski pas lahko to vse prečisti.
A veste, klimatske spremembe torej povsod po svetu in vsi vemo, da tudi pri nas v Kamniški občini imamo zelo onesnaženo, bom rekla, onesnažen zrak, poleg tega tudi zdaj sočasno vodo, zraven ogromno število turistov, povečanje enormno na Veliki planini, v dolini Kamniške Bistrice in vse to, kar poslušamo, res, sej se je nekaj premaknilo, nisem rekla, da se ni, glede odvoza blata iz greznic in tako naprej, ampak kam je šlo vse ostalo drugo? Blato je samo en delček tega, majhen delček, kam je odplaknilo vse ostalo. V dolino, visokokraški svet je to vse posrkal vase in gre dol. In mene res ne more nihče prepričati, da je to vse v redu in BP. In res želim odgovor, ali lahko zagotovite, da ta onesnaženost površinskih voda ne more vplivati na našo pitno vodo. A veste, jaz sem vam že rekla, jaz vodo pijem, jo plačam in želim, da je taka, kot je treba. In mogoče bi že zdavnaj prej morali načeti to vprašanje in imeti veliko več časa, da se lahko tudi pripravimo. Ampak res, jaz mislim, da je to zdaj skrajni čas, ker voda pronica in prihaja tudi v globino. In vsi tisti, ki zmajujete z glavo, ne verjamem, da to ne more priti v globino. Ker vem, kaj se dogaja. Tudi, veste, ljudje, če ni nadzora, so navadni packi. In rekla sem vam že, da tudi turisti, ki prihajajo, če jih mi ne nadzorujemo, če jih ne kontroliramo venomer, prinašajo seboj samo svinjarijo. In vse tisto, kar se dogaja s kampiranjem, ki je na pol zastonj, ali pa sploh zastonj, se jih nobene kontrolira, tudi če kar parkirajo in odmetavajo in zlivajo in svinjajo nam vsem. In to gre res po površinski vodi v dolino in tudi v zajetje Iverje. Zakaj je Iverje in nasproti Iverja naselje, višje gor hiše, dolina Kamniške Bistrice, urejena pa ni kanalizacija? Jaz ne vem, saj ljudje so včasih vedeli, da je treba prestaviti zajetje stran od hiš, stran od tistega možnega potencialnega onesnaženja. Mi pa imamo zdaj onesnaženje v dolini in na planini in to gre vse v dolino. In res želim, da mi odgovorite, če to ni povezano skupaj in da to onesnaženje ne more priti in vplivati na našo pitno vodo. Da ne bom predolga. Hvala. Hvala, besedo ima Aleš Lipičnik. Najlepša hvala. Lejte, bom poskusil biti kratek, jaz sem o teh stvareh že velikokrat govoril, pa ponavadi bil malo utišan in z enimi argumenti, da je stanje v redu, da je pitna voda super, da je vse krasno. Ne? Jaz osebno mislim, da se o teh stvareh, o katerih se danes pogovarjamo, glede na to, da živimo pod Alpami v eni najbolj vodnatih občin verjetno v Sloveniji, pravzaprav ne bi smeli pogovarjati, če smo čisti iskreni. Zdaj, tako kot sem prej rekel, lahko sicer spet ponovimo, da je stanje super, damo glavo še naprej v pesek za nadaljnje 2 leti in bomo imeli čez 2 leti debato, ki bo še slabša, ker bomo imeli še slabše stanje od danes. Kot smo ga imeli nekoliko boljšega verjetno pred 3-4 leti, pred 15 leti, takrat smo delali, kar sem že povedal, analizo za polnilnico vode za Črnivec, je bila pa kamniška pitna voda boljša iz vodovoda kot večina ustekleničenih vod. Zdaj, Sandi je bil zelo forenzičen pri tisti stvari, ki je povedal. Jaz se ne bi tako spuščal v tako natančnost. Me pa zanimajo odgovori na Sandijeva vprašanja. Jaz bi bil splošen in mislim, da moramo priti do ene ugotovitve, da stvari ne delamo prav. In sicer, da smo s silnim navdušenjem nad turizmom v območjih, ki tolikšnega turizma
ne prenese ali ga pa mogoče celo prenese, ampak v popolnoma drugačnih ukrepih v smislu zagotavljanja ekologije in vsega, kar spada zraven, kar je tudi ena od stvari, na katero ves čas opozarjam, že dlje časa. Jaz sem zadovoljen, da je tam v tem poročilu na koncu ugotovitev, da se bojo grezance, vsaj to, redno praznile. Zdaj zanima me, pa mislim, da je prav, da bi se te grezance praznile na račun tistih, ki jih polnijo, ne na račun občinskih, ne na občinski račun oziroma na račun vseh občanov, ki s tem nimajo nič, pač pa zgolj občasno kakšno bakterije v pitni vodi. Vsekakor bi morali pa razmisliti, kaj vse je treba narediti, da se ta proces, ki je evidenten skozi leta, ustavi in obrne na bolje. Ker sicer ne vem, kako bo tole izgledalo čez 5 let, pa kakva bo takrat debata na občinskem svetu. Hvala. Hvala, beseda ima Jože Korošec. Ja, hvala za besedo in lep pozdrav tudi v mojem imenu. Ja, jaz mislim, da največja težava je v tem danes, ko tole pač poslušamo, oziroma kar smo dobili v gradivu, da seveda eno je površinska voda, drugo je pa pitna voda, pač, ki priteče iz Studencev ali v konkretnem primeru tukaj iz Bistrice, in jaz mislim, da pravilnik v teh meritve o pitni vodi in površinski vodi, to morajo biti razlika, seveda po mojem, vsaj krat 10 ali pa krat 100 razlike, ker ne moramo mi enačiti površinsko vodo in pa vodo, ki je za pitje. To je največ problem tega, jaz sicer ne poznam teh pravilnikov in kakšne so, koliko so mejne vrednosti teh in ostalih teh bakterij, ampak se mi zdi, da je največ problem tega, ker je pač ljudje oziroma tudi mi, jaz na začetku sem mislil, da je to pač gre za pitno vodo, ampak ne, to gre v bistvu za površinske vode, ki izhajajo iz raznih bregov, izpod planin, izpod gozdov, pač pritečejo tam, kjer pač pritečejo. In glede na vse analize, kar so upravljene in kar so podatki, kot je že rekla gospa, oziroma vse na spletni strani, je moč videti, da pač v Kamniku, da se pije dobra pitna voda in tudi v kamniški okolici. Je pa res, da so ekstremni primeri, kjer močno deževje, odplake, takrat pa pride pač momentalno, da je lahko tudi kaj, ampak obstajajo se pravi načini, ali dezinfekcija, se pravi klor ali pa UV žarnice ali pa te stvari, ki pač ima vsako javno podjetje in na vsakih toliko časa mora pač te zadeve urediti. Zdaj, to je podobno kot doma, ki imaš čistilno napravo, recimo tole malo čistilno napravo, komunalno, ne morem dati jaz te odpadne vode iz čistilne naprave dati, se pravi v analizo, v kran, kot pitno vodo. To mi je popolnoma jasno. In tle mislim, da je glavni problem v tem, ker če bi glede na število vzorcev in kar je bilo vzeto, redko kdaj, da je bilo sploh kaj narobe in mislim, da v Kamniku se pije čista voda in dobra voda. In samem primer, mogoče nazadnje smo bili na enem izletu gor na Slovaškem, pač tista ravnina gor, večer v hotelu, jaz se tudi kopati nisem šel, ne da sem bil šel tak spat, mislim, to dejansko ni bilo pa res primerna pitni vodi, ampak se jo nisem pil, ampak tudi umit se nisem šel, ker to je bilo pa katastrofa, res, že na prvi pogled, pa na prvi okus. Tako da dajmo, jaz mislim, da treba je, sem zato, da se čuvate, se pravi, to naravo in na veliki planini in posod okrog. Jaz verjamem, več je ljudi, več je turizma, več odpadkov, ampak jaz mislim, da zaenkrat v Kamniku še ni to kritično, da bi mogli zdaj zvoniti alarmi. Še predvsem, če imamo, evo, tukaj imamo vodele vode, je lepo čista voda in tudi mislim, da klora tle noter ni in se nimamo česa bati. Tako da prav je, da se spremlja te površinske vode in prav je, da tudi jamarski klub, ampak mislim, da je napaka bila pa ta, se pravi, v pravilniku, ki
se pravi za pitno vodo in za površinske vode. Jasno je, da površinska voda niti slučajno ne more biti taka kot ona, ki preteče iz teh studenčkov, ki so po večini zagrajene oziroma direkt izpod skale, ki potem pride v zajetje oziroma v rezervoarno. Tako da jaz popolnoma zaupam nacionalnemu laboratoriju in pa vsem tem, ki tudi Andrej, imamo vaški vodovod, pa kar pride občasno gor tudi na nam pogledati, pa imamo malo težav, ampak smo pač naštimali neko lučko in zdaj to. Je pa res, da voda je živa stvar, da ne boste mislili, če vse ni najdeno, 0,0, da je to res čist super voda. Vsaka voda je tudi fajn, če ima kakšno koliformno bakterijo, predvsem zato, da je potem tudi, da so ljudje bolj, bom rekel, odporni na te stvari, ker tudi sem že govoril s kakšnim strokovnjakom, pravim, parameter je eno, se pravi pravilnik je eno, dejansko voda je pa potem, če je vse 0,0, je pa tudi včasih mrtva voda. Hvala lepa. Hvala. Zdaj, preden gremo po, če kdo bi mogoče za pojasnila ali pa dodatne argumente, če ste poročevalci pripravljeni, pa če imamo odgovore na tisto, kar je bilo zastavljeno, na tisto, kar pa ne bomo imeli odgovorov takoj, zdaj bomo pa pač podali pisne odgovore, ampak kakorkoli, izvolite, Vido. Tako da bom na koncu podal še eno mnenje. Ta mnenje o tem, kriteriji za ocenjevanje vode, v katero kategorijo spada, so različni, ampak ko se pa meri čim bolj natančno. Res pa je, da se bolj reče, do 10 teh CPU-jev, Escherichia coli, to je še čist dobra voda, rečna voda. Ampak za pitje mora imeti pa 0,1. Mislim, pod 1. Jaz kot predsednik komisije sem želel videti, s katero čarovnijo to naredijo v Iverjah na zajetju. Nisem imel dostopa, še zdaj ga nimam. Do tam, kjer se kaj dogaja, tam, da jaz vidim ventilic, čez kjer ga voda naprej teče, tam ni nič. Ampak ta čarovnija pa je, zdaj ni še, rekel se, v zgradiv še ni objavljen. Te analize je delal tudi tale, kaj je že nacionalni Arso, ja. Arso, in tam so tudi podatki. Jih boste dobili na naš spletni strani v par dneh, ker tudi ne morajo, ker jaz rečem ti, da je nared. Ne čakajo samo mene. Problem je pa v teh kriterijih, jasno, jamari merimo po kriterijih za pitno vodo, ker smo iskali pitno vodo, ko je na začetku. Potem pa kriterijev nismo zajemali. Zdaj, za ta zadnji let, je pa ta problem, da denarja ni bilo, da bi vse merili na izviru, ko voda iz hriba preteče pa vzpod. Vse se vmes precej umaže. Je pa dejstvo, da vse, kar v Bistrico preteče, se bolj ali manj razrečen pojavi na zajetju. Kajti noben ne more daj dokazati, da se zajetje ne napaja iz Bistrice. To je jasno. Seveda, nekaj pa ne pojasnjeno. Ali je dejansko samo še zajetje, ali nas že hranijo z vodo iz vrtin. Ta je pa lahko čist drugačna. Lahko bila še celo boljš kot to, kar analiza kaže. Če mi gledamo analizo vode iz Vasenga, tam ni nobenih bakterij, ampak tista voda je že, ko vem, koliko cajt pod zemljo, toliko cajt, da se je že segrela za 10 ali 15 stopinj, glede na uno, ki je na površju. Tako da tle je pač en tak odprto polje. Kar se pa tiče enega drugega kriterija, to se pravi ljudskega, tako kot ljudje čutijo, so pa mi izvedli zdaj že ne vem koliko jamari festivalov pitne vode in tam smo ljudi sprašvali, koliko jim je kakšna voda všeč. 5, 8, včasih tudi 10, če smo bili tečni, vzorcev vode, v številčenah, pa vsak je svoje pisal in smo tem zbrali te slike skup. In moram povedati, kjerkoli smo delali, v kjerkoli občin, kjer ni komunalna voda bila prav vrh. Ampak imamo pa mi v Kamniški Bistrici zver, ki je po mnenju unih, pa je že Korejcev, pa Water Festivala Bled, ena najboljših davčtla okoli. Imamo mi zelo dobre vode. Samo problem je to, da moramo ves ta turizem
speljati, mislim, komunalno toliko opremiti, da ne bo vplival na to, kar je v resnici kvalitetna. Tudi na Veliki Planini smo že najdeli v jam vodo, ki je lih toliko dobra, kot naša iz zajetja. Tudi. Ampak tam so majhne flike. Ne. Ta drugo je pa to, da bi se izognili takih problemov, kjera voda je, pa kjera ni, pa kdo je kaj naredil, napisali, da joj takrat pa takrat tam bila zajeta. Kaj ti od danes do jutra se lahko spreminja, dež pade uno, tretje. Vode upadajo, vode naraščajo. Bom sam še en problem navedel, ki tudi gre v sklop te problematike. Ko je bil ta deževje, lani polet, ki je kokro super, nas se pa tudi malo odneslo sem pa tja, se je nekaj v ozadju, ker tudi jamarjam ni nedosegljiv, nerazumljiv, ampak nekaj se je podaril in Bistrica je 3 tedne tekla gosta. In tista ena analiza, ki smo jo mi naredili, je bilo okoli 70 CPU-jev, je šerihije koli noter. Pa tam odzad ni ubenga, ki bi to naredil. Ne? Ali pa ne vem, kdaj je, pa kako je. Ne ve se, ampak dejstvo pa je bil, da se to, mi smo še tudi druge izvire, takrat vzorčali v Kamoš Bistric, vse so bili malo prizadeti, razen enega. Mali vir, ta pa neodvisen od, kaj veš za koga. Ne? Spet je, čudni razlogi so, ne. Bi pa tako predlagal, ja, da bi kadarkoli bomo objavljali, jaz ali vi ali ne vem kdo, sej v večini primerov je napisan, kdaj je bilo zajet, pa ko naprej, ampak da bi to še zraven napisali pri tabeli, pri objavi, da to velja za takrat pa takrat, ne. Če se pa vrnem Hunmu, ta lep zgodbi iz starih časov, 20 let stari, ne, kjer sem prišel, sem bolj začel še nazaj gledati, ne sam naprej, se malo videti tudi kot skepadil. In sem gotovo, ja, to zanimivo diskrepanco med meritvami, med vzorčenjem tega, kaj že, inštituta in tega, kaj bi rekel, koncesionarja, ne. Ampak da sem gotovo, za kaj se gre, ne. Vsak vzorči takrat, kar se mu zdi najboljš, ne. Oziroma, kar iše. In seveda ima komunala več možnosti, da izbere vzorce takrat, ker voda ima bolj, kot takrat. Nacionalni inštitut pa pride, kadar je, takrat, ko ima napisan, pa kar je, pa je. In se seveda razlike so za ena proti drugam precejšnje, ne. Vse, kdor je bral tisto tabelo, ve, ne. Ampak to je v bistvu dokaj logično, kaj ti takrat, ko sem jaz tam bil, je bilo kole. Ko pa mene ni bilo, pa ne vem več, kako je bilo. Niti kako je bilo prej. Pa še en pomislek, da mi ne vzorčimo prav, zato ker nič ne odpremo pipe, pa ne pustimo malo vode teči. Vsi ne moreš na sledencu odpirati pipe, voda teče. Že skozi, ali pa pipa že veliko prej odprta. Ne. Tam pač ta kriterij ne pride v poštev. Vse da je pa treba merkati, da se po tem dela. Mi smo imeli jamari, ne, pač po zaslugi župana, toliko dela, no pa unga projekta tudi toliko dela z inštitutom temo v Ljubljani, da se je direktorica vzela 1 uro od cajta, da me je razlagala pravilnost in potek postopkov. Ko da lih čist neizobražen nismo, ker si marsikaj mislili. Čak, kaj sem bolj še rekel? Ja, neč, v glavnem, to se moramo zmeniti, da bomo objavljali in potem ne bo več toliko silnih razlik. Res pa je, da mi smo merili tiste vode, ko v Bistrico tečejo, vodovodnih vod sploh merili nismo, če smo jih pa že pa nismo objavljali. Tako da, rekel, lahko nam verjamete, no. Če pa ne, ker se pa ukrepov za naprej tiče, je pa čim prej to treba narediti, ker sta že 2 ali pa 3 zdaj poudarili ukrepe, da se gor uredi to, kar je potrebno za turizem, ampak da nam ne bo jemali vode. To se pa da, s tako varianto. Pa še nekaj sem pozabil, Matej, ti veš. Tudi država nam stoji na poti, da bi to uredili, kajti za marsikatero reč občina ne dobi soglasja. Prav, zavod ne vem, kjer že, ja, tela, nimamo cajt, bote družičko, te na vrsto prišlo. Ampak mi nimamo cajta dela 5 let čakati na njihov mnenje, da je pri nas malo čudna, ne. Se strinjate? Sicer zdaj ne vem, kako na državno upravo pritisnemo na te razne čudne zavode, ampak Matej, ti boš že tem našim svetnikom dal kopije tistih listin.
Jaz jih imam, če ne bom pa jaz še nekaj iz arhiva potegnil. Ker nismo sami, ne, se pravi, sej, absurd je to, ne, da v Ljubljani se župan za to bori, da bi kanalizacijo tam speljal, ki jo ni treba, nam pa preprečujejo, da bi iz vodovarstvenega območja napeljali kanalizacijo. Ne. In je težko reči, če tam teče voda, recimo od Klusa dol, po potoka, takoj na začetku tega zagrajenega, no, ta hip nezagrajenega območja, teče v Bistrico in takoj tam že začne nazaj noto zajetje teči. Ne. Prej, ka ne. Pričakujemo, ne. Mi smo pač tok v tem že toliko let, jaz konc koncev že krave pasu, ki so še žagali za bajte te nek turistične. Pa skozi spremljam in tudi jamari smo toliko v tem, da druge institucije kar težko verjamejo, da imamo res toliko znanja v vseh finesah. Tukaj gor je malo breku študentov, ki nismo šli pogledati, če že nismo vseh imeli, pa saj vemo. Pa gledali smo polže, ki so not, če so polže not, je to že dolg zdrava voda. Ne. Če jih pa ni, pa ne vemo, a je krko ni, ali pa smo jih že daj odpravili. Ker polže so zelo občutljiva bitja na določena onesnaženja. Ne. A mislite, da sem premalo povedal? Sej dosti trajal. Hvala za enkrat, gospod Hvala. Kregar, zdaj najbrž pa tudi polži ustvarjajo neke bakterije. Tako da izvolite, gospod Obronk, še za interpretacijo rezultatov. Hvala lepa. Bi še sam tam gospe odgovoril. No. V bistvu jaz govorim na podlagi rezultatov spremljanja kakovosti vode, večletnih rezultatov, recimo tudi rečemo vode v Kamniku in vode recimo v Tuhinjski dolini. Kar se tiče teh površinskih vod, ki je bilo govora, vode niso sterilne, bakterije so v bistvu v vseh površinskih vodah. Ne najdemo vode v Sloveniji, po mojem, ne, sploh na ta način sred toka, da se jemlje, ali pa vzdolž reke, da ni na viru, da je brez bakterije. Je ni. Arso izvaja monitoring površinskih vod, mislim, da bo tudi v kratkem objavljeno poročilo za lansko leto, ker so tudi vključili spremljanje mikrobiološke kakovosti vode. Običajno se pa pri rekah spremlja kemijsko stanje vod. Kar se tiče virov, študentov, pa če se osredotočim na vire v vaši bližini, recimo v Tuhinjski dolini, večina teh vodnih virov, ki se uporablja za pitje, je na samo izvoru onesnaženih. Mislim, da mogoče kje kakšen, pa bom rekel tudi, da ne v vsakem času, da v njem niso prisotne bakterije, v bistvu, ki jih po uredbi ne sme biti. Se pravi, vsa voda, ki se uporablja za pitje v Tuhinjski dolini, se prepravlja. Vsa voda je dezinficirana, zdaj načini oblike dezinfekcije so pač različni. Lahko je voda dezinficirana s klorom ali pa način UV dezinfekcije. Skratka, viri pitne vode so onesnaženi. Obstajajo pa tehnike, kakor sem povedal, s katerimi se voda pripravi na načine, da je zdravstveno ustrezna, da je varna za pitje. In mislim, da se je v zadnjih letih stanje vode na pipi se je spremenilo napram, rečemo, enih 5 let. Kakovost je boljša, ravno zaradi dezinfekcije, ki se v bistvu, bom rekel, na večina vodovodov v Tuhinjski dolini izvaja. Ne vem, verjetno ste seznanjeni z poročili, v bistvu se redno preko leta izvajajo preiskave vode. Tudi upravljavci teh vodovodov so sproti obveščeni, tudi navodila dobijo. Tako da te površinske vode res ne smemo primerjati z pitnimi vodami, ker to pač ne odraža stanja na pipah. So pa vsi rezultati so v bistvu laboratorijskih preiskav so dostopni, kolikor površinskih vod Agencija Republike Slovenije za okolje Arso
Izvaja se državni monitoring pitne vode, so objavljeni rezultati, vsa poročila z internega nadzora so dosegljiva. Tako da rečem lahko to, ko gospa sprašuje po 100% zagotovilih, a ne, tega vam verjetno noben ne bo obljubo. Vsi pa delajo v smeri, pa se trudijo v skladu z zakonodajo in voda na pipah je skladna z predpisi, z uredbo o pitni vodi. Če je kako vprašanje, lahko samo to povem še, da izvaja se tudi monitoring naravnih kopališč, tudi divjih recimo kopališč na rekah. Kriteriji Nacionalnega inštituta za javno zdravje so za reke 1000 teh bakterij lahko v 100 ml vode. Če govorimo o E. coli, o enterokokih pa 400. A ne, teh bakterij pa v pitni vodi ne sme biti. Kriterij za kopanje odsvetovano ali ni, je pa v bistvu 1000. Zdaj, iz teh podatkov, kakor je gospod te analize delal, v bistvu ne pridemo do točne te številke, a ne, ker je bilo pač rečeno, da je to pitna voda in se ni v bistvu ta voda rečila, da bi dobili dejansko število teh bakterij v vodi, koliko jih je. So pa v bistvu te bakterije povsod so prisotne. Gre pa to, če še povem, Escherichia coli ali pa enterokoki, te bakterije v bistvu kažejo na fekalno onesnaženje vode. Te bakterije se v bistvu nahajajo v črevesju tako človeka, kakor živali, so v bistvu povsod v naravi. Če se recimo osredotočimo na studence teh vaških vodovodov, ki se nahajajo v lepem okolju, v gozdu, je problem ta, da te vode v bistvu so ranljive, površinsko so ranljive. In ko pride do dežja, se te bakterije se sperejo in pridejo pač v bistvu do tiste plasti, ki vodo nosi, do vodonosnika in se zlijejo in pridejo na pitno vodo, v pitno vodo, oziroma vodo, ki se pripravlja za pitje. Same bakterije, pa če jih zaužijemo, so pa nevarne, v bistvu predstavljajo tveganje za zdravje ljudi, povzročijo gastrointestinalne motnje, se pravi, nas malo zvija v želodcu. Zdaj, če je kako vprašanje v zvezi s pitno vodo, sem še na voljo, lahko odgovorim. Dobro, hvala vam, gospod Obronk. Zdaj, glede še pogodb mogoče s Jamarskim klubom, te so vzpostavljene zato, da se pač spremlja kakovost tudi podzemnih voda, da naredimo vse na dolgi rok, da pač ta biser, ki ga imamo, obvarujemo in da identificiramo potencialne onesnaževalce. In tukaj smo že prišli do tega, da dejstvo je, da pač po dolini Kamenške Bistrice bo potrebno zagotoviti nek sistem odvajanja pač teh odpadnih voda, ki nastajajo pri objektih, ampak nam v tem trenutku zakonodaja tega ne omogoča, ker pač je tam vodovarstven pas in na vodovarstven pasu pač ne moramo kanalizacije graditi. In tukaj imamo izzive in jih bomo, verjamem, da v prihodnje rešili. Kot rečeno, iz vseh hiš na vodovarstvenem pasu bomo te greznične gošče odpeljali, zato da ne bi te potencialno ogrožale torej našo podstalnico. Je pa bistvo, da smo poskušali okoli Kamniško-Savinjskih Alp pač vse te vodne izvire analizirati jih in zato je pač Vido dal to testirati kot za pitno vodo, da če lahko te izvirčke pijejo ljudje in po večini so te izvirčki še zelo dobri, naš cilj je, da tudi taki ostanejo, kar se tiče tega dejstva, da pa je voda v vodnem zajetju Iverje ustrezna, ne samo ustrezna, ampak zelo kvalitetna, pa mogoče še, gospa, če še kaj dodatnih vprašanj glede pač tega, da dejansko vse dvome razblinimo, kdaj se vzorči, pa kdaj se ne vzorči, a se vedno, ko se vzorči, pač voda najbrž, če še to poveste, ustrezna, ne vem, glede na zakonodajo in pa parametre, ki se izvajajo.
Jaz bi samo gospodu Kregarju rekla, da verjetno bi bila sanjska služba vseh terenskih delavcev gospoda Andreja, njegove sodelavke Branke, če bi lahko delali samo na sončne suhe dni. Pa žal temu ni tako. Vodo vzorčimo, če ste mogoče pozorni, pač imamo tudi objavljeno na spletni strani vse zadnje laboratorijske izvide. Če mal pogledate, so približno enaki datumi. Nekako je tudi dogovor med mano pa vzorčevalko iz NLZOH, zato da res je nek trend, da se pa ravno to, da se izključi to, da tudi dvom, da mogoče je bilo takrat sušno, takrat ni bilo sušno, da se vzorči na čim bolj približen datum, recimo teden v mesecu, tako da so tudi res enakomerno razporejene analize skozi celotno leto. Hvala. Še kdo? Besedo ima Karla Urh. No, jaz moram, kljub temu, da sem veliko rezultatov takšnih in drugačnih slišala, me niso prepričali, vam moram povedati. Ker izvirčki so zelo v redu. Oprostite, jaz sem slišala drugače, da je kome 1/4 v redu. Še tako. Kar se tiče tega, da zdaj malo smo zašli iz Iverja pa iz doline Kamniške Bistrice tudi v druga področja, se prav, no, Kamniške občine, ampak še vedno vam moram še enkrat povedati, da Iverje ni nepropustna posoda, v kateri je voda brez možnosti pritoka nekaj, kar ni v redu. To si zavedajte vsi skupaj. In tle smo zdaj zato, da stvar premaknemo iz mrtve točke. Ne samo bomo enkrat, ko bo enkrat že 5 let ali pa čez 10 let. O tem se pogovarjamo že dolgo časa, imamo mogoče največ sredstev, kar smo jih imeli v tem zgodovini, da bi lahko tudi pristopili malo drugače. Jaz sem vam tudi ponudila pomoč, da se stvar res iz mrtve točke premakne. Vse tisto, kar še vedno odteče, poleg gošče, ki jo odpeljamo dol, je sporno za vodo, za našo pitno vodo. In koncesionar ne more drugega narediti, kot delati vzorce in analizirati, ampak še vedno priteče kaj? Vse sorte. In ob teh enormnih obiskih, ki jih naredimo, tisti vsi, ki gremo na Veliko planino, saj sem vam povedala, kemijo tudi mi nosimo sabo in jo pustimo na planini. Imaš tableto 1, 2, 3, 5, 10, ne vem. Greš lulati in gre vse dol. In to ne eden, 2000 ljudi na dan. Da ne govorim tudi o vseh tistih, ki so po avtodomih in tako naprej. Nekateri mi zmajujete z glavo, ampak res mi verjemite, da ne nagajam nobenemu, ampak opozarjam, ker to se lahko zelo poslabša zelo na hitro. In če bo vročinski val in pa vse te enormne količine, bom rekla, teh suhih dni, vročih, to še nekako v pojačanju nam ni dobre, bom rekla, ni dober pokazatelj. In zato prva stvar je, da resno pristopimo k temu in da se začne reševati ta problematika. Ne, da smo zdaj zvedeli nekaj stvari, pač kakor smo jih. Jaz nisem dobila odgovorov, moram reči, ker nihče ne zagotavlja. To se pravi, če nekje povrh teče, da ne more noter v globino prodreti. A veste, se to Iverje ni ne vem kakšna globina tega zajetja. Jaz sem bila noter, gospod Vido ni bil, nisem delala analize, bila pa sem. Hvala. Beseda ima Aleš Lipičnik. Hvala. Glejte, mogoče samo na kratko dopolniti tisto, kar sem prej povedal, pa mogoče en odgovor tukaj kolegu Koroscu, pa še komu drugo. Glejte, vsa voda je najprej površinska, da se razumemo, ker voda pride od vrha dol, kar pomeni, da je najprej vedno površinska. Tako da zdaj ločvati vodo na tisto, ki je površinska, v tista, ki ni, oziroma šele postane, pa pri tem zelo striktno vztrajati, se mi zdi majčkeno pretiravanje. Zaradi tega imamo tam, kjer imamo zajetja in vse ostalo, imamo vodozbirna območja, ki so površine. Se pravi, to je tam, kjer se ta voda zbira in je površinska.
In ločevati te dve zadeve še enkrat na tak način, kot je bilo dvakrat, trikrat, petkrat poskušano tukaj na tem mestu, je, dajmo temu reči, ne prepriča tistih, ki smo že kdaj s kakšno vodo se ukvarjali. Naslednja stvar, glede samih analiz. Analize so pripravljene po enotnih standardih, ki veljajo v EU. Kar pomeni, da je voda dobra takrat, ko je dobra tudi v Bruslju, v Parizu in še marsikje drugje, kjer je zanesljivo ne bi pili iz pipe, da vam povem zelo natančno. Zaradi tega bi morali biti v naših okoliščinah, take kot so tule pod Alpami, pri tej vodnatosti, bi morala biti voda ne zgolj brezhibna po bruseljskih merilih oziroma pariških, pač pa brezhibna tudi v smislu primerjave s pitnimi vodami, ki jih kupujete v plastenki ali pa steklenici. In to je standard, ki smo ga do nedavna tule imeli in ki smo ga zaradi nevestnega, ne bi rad bil nesramen, ampak dajmo temu reči slabega dela na nekaterih področjih, spravili v stanje, da se o tem pogovarjamo na način, sej dober, pa sej ni treba nič narediti, če to poleg vsega. Dajte lepo prosim sam nekaj. Prva stvar, ki jo moramo ugotoviti, je ta, da problem sam je, pika. Naslednja je pa, kako ga bomo rešili. In sprenevedati se, da ga ni. Po vsem tem, kar se nam dogaja. Hvala. Besedo ima Jožef Galičič. Hvala. Zgleda, imam jaz tudi težave s tem mikrofonom. Jaz bi samo Vesno vprašal, zakaj, glede na to, da je Vido tudi zelo kompetenten, če drugega ne, zaradi svojega zalaganja v te vode in vse to in tudi z izkušnjami, ki jih ima, zakaj njih niste spustili na meritve? Sem to me zanima. Hvala. Hvala. Besedo ima Aleksander Uršič. Ja, hvala za besedo. Jaz nisem pričakoval danes razprave, da bo nas koncesionar prepričoval, da iz pip teče pitna voda, pa da bo Jože povedal, da je pitna in tako naprej. Ampak da bo več poudarka na tem, kar sem jaz izpostavil, pa je Aleš izpostavil in tako naprej. Se pravi na ukrepih in to je tudi v poročilih v tem poročilu objavljeno, da če ne bo ukrepov, se bo stanje slabšalo. Tudi v tem poročilu o kakovosti pitne vode iz javnih vodovodov v upravljanju komunalnega podjetja Kamnik za leto 2024 lahko preberemo, da je bilo odzetih 57 vzorcev pitne vode. Glede na obseg opravljenih preiskav so preizkušani parametri pri 4 odzetih vzorcih presegali mejne vrednosti določene v prilogi 1 uredbe o pitni vodi. Jaz nisem strokovnjak, niti ne bom zdaj tlele neki sodil, ampak 4 od 57 je nek procent. In če ne bomo nič naredili, bomo lahko mogoče drug let brali, da tukaj ni bilo več samo 4, da je bilo več. Ker verjamem, da na Ivarjeju poskrbejo, da se so le koncesionarje odgovorne osebe in tako naprej. Zagotovo bo naredil vse, da bo v pipe šla taka voda, kot se zagre. Ampak če ne poskrbimo prej, da vsako leto boljša voda prihaja do zajetja, bo težko, enkrat bo čez mejo. Se tudi gospod iz inštituta je povedal, da s dezinfekcijami in vsem se da vedno več narediti. Ampak a bomo vedno več delali na dezinfekcijah in tem brez, da bomo sprejeli ukrepe in končno naredili nekaj na terenu. Ker se mi zdi, da gre vse v to smer. Saj je dober, pa pustimo tako, da bo dober in tako naprej. Nisem pa dobil odgovora, ali občina Kamnik ve, koliko greznic imamo na Veliki planini, pa koliko teh je pretočnih, koliko nepretočnih.
In jaz upam, da bojo vsi ti odgovori na vprašanjah, ki sem jih podal v gradivu za naslednjo sejo. Ker v preteklih letih smo vložili velika konkretna sredstva v kanalizacije, v izgradnjo sistemov in tako naprej, na koncu pa ugotavljamo, da se nam pa sama tista voda, ki je naša dobrina, ki teče, slabša. Tako da jaz mislim, da moramo en korak naprej narediti, se pravi, prvo kot prvo poenotiti tukaj neka merila, to, ki občina Kamnik kot naročnik, da boste imeli še kakšen tak sestanek, kot ste ga imeli 7. in da boste določili, kakšna so merila, da ne bomo pol na naslednji taki zadevi spet poslušali oziroma imeli občutek, da so jamarji pa koncesionar vsak na svojem bregu in svojih merilih in da ni tukaj. Hvala. Besedo ima Dušan Zore. Hvala za besedo. Jaz bi načeloma v prvi vrsti pozdravil neko namero tudi župana in tako naprej, da imamo nekega lokalnega nadzornika nad našimi vodami, ker to je nekaj, kar bo ostalo našim otrokom. In sigurno, če v mojem mandatu kaj želim delati na stvarih, ki bom nekoč svojim otrokom rekel, fantje, tole sem vam zapustil. In vodo bi jim rad sigurno čisto zapustil. In zato bom rekel, nadaljujte z nekim nadzorom, moje mnenje, nadaljujte. Inštitut bo upravljal svoje nadzore, vemo, kako so nadzori, včasih so lahko tudi pošteni, včasih tudi ne, ampak rečemo, da so pošteni. Verjamem pa, da delo nekega iniciatorja, tako kot ste vi ali kdorkoli, to dela s srcem in to je čisto druga zgodba. In zato hvala. Hvala. Besedo ima nadalje Berlec. Hvala lepa za besedo, hvala lepa vsem trem za vaše predstavitev poročil. Jaz sem uvodoma pri razširitvi tega dnevnega reda pač povedala, da tega poročila nisem utegnila prebrati, ker smo ga dobili tako izredno pozno, včeraj popoldne po 17. uri. Zdaj, današnja razprava definitivno kaže, kako pomembna je pač pravzaprav ta tematika stanje podzemnih, površinskih in pitnih voda v naši občini in da tudi sama pitna voda v ustavi, kakorkoli ni samoumevna in na samih je v bistvu, ali smo korektni do sebe, do drugih, do narave, svojim obnašanjem, z dejanji, z doprinosom pač ohranjamo, preprečujemo pravzaprav. In ja, seveda, hvala za take lokalne aktiviste, ki zraven še dodatno pač pomerijo in nas seznanjajo. Jaz upam, da bomo v bodoče prijeli takšno gradivo dosti prej, da bomo lahko pravočasno se pripravili na kaj takšnega. Pravzaprav je bilo izredno veliko danes vprašanj in upam, da je res v pisnem odgovoru to. Me pa samo v bistvu sam predlog sklepa pri tej točki malce se mi zdi preveč suhoparen. Namreč samo seznance, s tem pa glede na današnjo razpravo ali kakorkoli ne podati nekega nadaljnega, ukrepa, kaj bomo naredili, kaj bo občina naredila za to, bomo enkrat letno mogoče obravnavali takšna poročila, kakšni so nadaljni ukrepi, da nas ta komisija oziroma seznanja s tem, samo seznanitev, mislim, da je to premalo, glede na to, da se zavedamo, kako pomembna je voda. Hvala. Hvala, preden zaključim razpravo. Dejstvo je, da je tudi v planu dela občinskega sveta je pač obravnavanje te tematike. Zdaj, tudi če tokrat jo ne bi, jo bomo še enkrat obravnavali gotov in pač tam na tisti seji tudi dejansko predlagali neke zaključke. Je pa v okviru gradiva, ki je bilo pripravljeno za to točko, tudi noter en zapisnik, kjer so zelo jasne zaveze napisane in tukaj na teh zavezah bo občina Kamnik delala s tem ciljem, da ohranimo, kot je bilo rečeno, mislim, da strani Dušana, našim zanamcem ta biser tako je. Vido, če bi še želel... Preden boste vi zaključili, bi dal še besedo gospe Vesni Blagojevič iz komunalnega podjetja, potem pa še Vido in izvolite, gospod Vesna. Jaz bi odgovorila gospodu Jožefu, pa tudi ostalim. Mislim, da ni bilo lih prav interpretiran, da svetu za varstvo javnih dobrin, upam, da sem se prav izrazila, ni bil dovoljen dostop. Predstavniki iz sveta so bili z mano osebno na zajetju Iverje, so si ogledali stvari. To je bilo konkretno, je bilo ogled opravljen, imam tudi dopise, kako smo se z njimi menili za ogled.
je bilo opravljeno 23.5.23 ob 14. uri. Potem so se pa pač njihove zahteve po našem mnenju mal prerasle njihove pristojnosti in sicer spoštujem to, kar delate v dolini Kamniške Bistrice, ampak so želeli si pogledati tudi vodohrane. Pač Svet za varstvo javnih dobrin ni nadzorni organ koncesionarju, nadzorni organ koncesionarju je Ministrstvo za zdravje, zdravstveni inšpektorat, ki redno izvaja nadzore. Želeli so imeti vzorce v tem primeru pitne vode, sami na lastno pesno, pač to se je nam zdelo, da so ker moramo se zavedati, da voda je živilo in se pač tudi v vsem živilski branži obravnava kot živilo in je tudi občutljivo. Tako da mi smo tudi njim predlagali, da se dogovorijo takrat še z gospodom Tadejem Kovačičem, predstavnikom koncendenta občino Kamnik, da se predlagano je bilo, da se odzame vzorec ter laboratorijske analize na podlagi naročila Sveta za javnih dobrin in pač proti njihovemu plačilu, sočasno z odzemom vzorca za redni notranji nadzor pitne vode in da zato, da pač analize in odvzem vzorca odvzame NLZOH. Tako bi lahko pač oni imeli isti vzorc, kot ga imamo mi v tistem času in bi verjetno pač dokazovali isto kot mi, ne pa pač, da jemljajo na lastno pest in pregledujejo objekte. Tako da Svet za varstvo javnih dobrin je bil na ogledu objekta zajetje Ivarje. Dobro. Izvolite, vidva. Tole bi jaz repliciral. Res je to, ampak mi smo želeli dobiti vodo iz vrtine, da bi naredili izotopske analize, koliko je ta voda stara, kakšen je pravzaprav ta, rekel, globinsko zajetje, ki verjetno že obratuje, čeprav ne vem, kdo to ve, jaz ne. Kajti, če tam voda niha 1 do 2 metra ob črpanju, se prav gotovo od nekje napaja. Pol ni to ena prav globoka podpovršinska voda, ampak tista, ki je povezana z površinskimi vodami. Ne? In zdaj vprašanje je, s globinsko vodo, za koliko časa je pravzaprav rešen problem kvalitete vode. Ali pa bomo prav na hitro še tisto strateško rezervo popili. Bi pa rekel še nekaj drugega. Gospod Dušan je me spodbudil, da vam povem, tole, ko se bodemo začeli okoli, to je tisti vrh ledene gore, ki je ta hip popularen, ki se ga zakonodaja že zaveda. V resnici gre pa, tako kot je gospa Gor rekla, za cel kup drugih agensov, ki so tudi v vodi, koliko koncentrirane ne vemo čisto dobro, ker na evropskem nivoju šele ne temeljne analize lapajo. Vsekakor pa jaz vidim en velik problem v tem. Hormonskih zdravil je vedno več in ostanki hormonskih zdravil pridejo v pitno vodo. Takoj, kjer je sum fekalij, je tudi sum vseh teh motivcev. Če gledamo tako zelo, bi rekel, krvav, ne? Če po spočetju ta bodoče bitje, ne? Takoj deležno hormonske terapije in pol, bi rekel, nekateri pravijo še 1000 dni po rojstva ali pa mora biti tudi do 10. leta, pa pravzaprav ne ve, sigurno ne, če ga skozi zdravijo s hormoni, ker si sicer noben ne želi, ampak ga pa, ne. Da pol ne ve, človeka je ženska, ima pol te mavrične pa... Ja. Ne, v Franciji piše les hommes et les dames. Mislim, no, ali pa človek ima moški, saj v bistvu velike razlike ni, ne. Med človekom pa moškemu, ali je. Dobre, to sem bolj za zabavo povedal, pa vidim, da je šlo mrzkermo do srca. Ampak seveda, če pa hočete, bom pa jaz dal sliko, kako v Franciji to piše in ne vem, zakaj se ne bi smel tudi po Francozah malo ravnati pri nas, ne. Pa v glavnem, to je problema, ne, ker če tega ne bomo zdaj preprečili, to je predvsej nujna posoja. Potem je vprašanje, kdo bo od naših vnukov, vnuke, ko je on sploh, ali bo z njih še kaj ali nič več. Ker to lahko pomeni zaton civilizacije. Dobro, hvala. Kljub resnosti teme. Bom jaz dal tajnici ključek in boste dobili študijo,
v PDF-u, vsak, pa če imate majhno voljo, preberite. Se je mal naporen branje, ampak toliko podatkov, ki je not na te zlepa dobel od teh problemov, ki smo jih dala takole, bolj povrh kosil. Hvala, Hvala. Vido, za vaš prispevek, hvala vsem poročevalcem. Pohkam imamo lokal. Bi gospod iz NLZOG še kaj dodal vsem skupaj? Izvolite tukaj, no. Mogoče tudi vsaj primerjalno, voda na Kamniškem pa primerjalno po Sloveniji, je res to grozen. Jaz bomo naredil vse, kar bo v naši moči, da bomo to vodo varovali in jo bomo in delamo ogromen, ampak in tudi to, kar smo že zastavili s temi grezencami in z vsem tem in tudi s kanalizacijskim sistemom, ki bo enkrat tam gor, bomo to spravili do točke, ko bo ničelna možnost ogrožanja podzemne vode in tak je naš cilj. Ampak kakorkoli, a je zdaj, kot gospod Lipičnik tam le pač govori o tem, da je pač to smo v parih letih najbrž ni to čist najbolj grozen tukaj, kot je na Slovenskem. Ne vem, izvolite. Hvala. Ja, jaz bi samo to rekel, no, da verjetno je vsem nam v interesu, da imamo čiste vode, da v bistvu bomo verjetno vsi naredili vse, kar je v naši moči, pač, da bomo strmeli k čisti vodi, tudi k tem površinskim vodam. Zdaj zakonodaja, v bistvu, kakor je gospod dol načel, imamo, v bistvu uredba je prenešena iz Evrope, to veljajo v bistvu ti standardi, ki so evropski standardi, metode, ne zgledujemo se, ne vem, po afriških standardih ali kakorkoli, ne vem, s čim se je mislil gospod navezati, ampak v bistvu ta zakonodaja se pač navezuje na območje, v katerem živimo. Kar se tiče teh kemijskih obremenitev, ko je zdaj gospod razlagal, bom rekel tako, da se v okviru državnega monitoringa v bistvu spremljajo vrsta kemijskih agensov, se pravi vse, kar trenutno znamo, vse analize trenutno, ki smo jih razvili, ki se še razvijajo, tudi od, v bistvu zdajle od mikroplastike recimo in ostalih hormonske motilce, te zadeve v bistvu že analiziramo v vodi. Bom rekel, da zaenkrat na teh območjih nismo zaznali, da je bile zadeve prisotne v pitni vodi. Je pa res, da v pitni vodi je lahko marsikaj, kakor je gospod povedal, tukaj v bistvu se zlivajo te odpadne vode, greznice, kakor ste načeli, tudi zdravila lahko pridejo, se pravi hormoni, vse te zadeve lahko pridejo v vodo, tudi so po ostalih, ne vem, tudi evropskih državah, recimo, ne vem, črpališča se v glavnem v rekah nahajajo, vsi iztoki čistilnih naprav so v reke speljani. Tako da ta skrb za čisto okolje, mislim, da je na mestu, bodo pa tudi tisti, ki se z vodo ukvarjajo in so pač zadolženi za to, da je kvaliteta vode na pipi zdravstveno ustrezna, dali tudi vse od sebe, da bo tako. Mi pa tudi, da bomo spremljali v bistvu zadeve skladno z aktualno zakonodajo, standardi, ki so na voljo. Hvala. Zaključujem razpravo, glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik se seznani s poročili glede stanja površinskih, podzemnih in pitnih voda na območju vodovarstvenega območja Iverje. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 24 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena, s tem pa tudi današnja seja. Hvala za konstruktivne razprave in verjamem, da bomo s skupnimi prizadevanjem prišli do cilja, da pridemo do ničelne tolerance do kakršnega koli ogrožanja vodnih virov. Hvala.